Problematike klimatskih sprememb so danes polne ust vseh politikov in medijev, zato so oziroma smo nekako ljudje klimatske spremembe čisto enostavno ponotranjili. Torej, jaz sem že, odkar je ta histerija tudi klimatska, normalno, zdaj lepo ste videli, kako se bo priklopila klima na COVID, pa na Ukrajino. Nasilna tema je klima zdaj. In če bomo pristali na kode, pa na to novo izkaznico, ko ne je bila digitalna, oziroma kako bo zdaj izdali, priporočam, da jo ne prevzamete. Dajte staro podaljšati. Kajti mi moramo bojkotirati te nove izkaznice, ki ne bi bile kodirane. To je dobesedno prvi korak v služenstvo. Vam povem, to je čudovito napisal Draž Teršek v svojem sporočilu, če ste ga ujeli. Tako mi gre za uvod. Torej, glede klime, jaz sem to geologijo občudujem, predvsem paleontologijo in evolucijo, da vem, kakšne radikalne spremembe so bile na planetu Zemlja, glede klime, fatalne spremembe. Generalni trend pa je, da našem planetu grozi vedno ohladitev. Nikoli ni bil problem pregrevanja planeta, ampak vedno je bil problem ohladitev. In tukaj je biota planeta, torej živi svet, je fantastične mehanizme razvil, kako je ohranil planet primerno topu, da je lahko življenje uspevalo. To je bistven nauk evolucije. Torej že od prvih prokariontov pred 3 milijardami let, pa pol do, ker je bila pač evolucija pogruntala, bomo tako govorili po človeško, fotosintezo in potem naprej od bakterij, ki so vladali svetu do 2,5 milijarde let, so bile samo bakterije in verjemite mi, to so najbolj popolna bitja tega planeta, so bakterije, ne mi. Mi smo sistem, ki so ga bakterije naredile. Bakterije so sestavile prvo celico in potem se je ta celica namnožila večcelični organizem in na koncu je ta homo sapiens kolovrat tle okrog in dela strajne po tem planetu in se gre neko informacijsko tehnologijo, ki je bebo, dobesedno. Napravim čudežem življenja in čudežem evolucije, ki so okrog nas. Dajmo se pogledati, kaj se dogaja. Torej, klima se je izjemno spreminjala. Bom samo en primer povedal, ki je tako zelo pop lahko zveni. Torej, čemačka geologijo poznamo v dobi Triasa, po tisti katastrofi ob koncu Perma, ko je bila največja katastrofa evolucije, ko je prišlo do anoksika v oceanih, torej zaradi padca kisika, kisik je padel na 14%, je prišlo do ogromnega izumiranja in potem se normalno spet življenje obnovi in v Triasu se pojavijo recimo prvi dinozauri, ki letajo tam po tistem ogromni pracelini Pangei, ki ima samo v obrobnem pasu vegetacijo, v centralni del je pa fantastično ogromna puščava. No in ti dinozauri so veliki 1,10 m, 1,20 m. Primerno takratni klimi. Potem pride pa do vulkanskih izbruhov, načelo CO2 vedno pod tem pride. In v teh izbruhih, vulkani izbruhajo ogromno vodne pare, vodna para je toplogredni element, ni CO2. Tisti, ki to trobi bebo, sorry. Vodna para je tista, ki absorbira sončni spektr. Se vidimo, kako je v rastlinjaku, če imamo zaprt, ni CO2 not tiska lovi, ampak je vodna para tista, ki lovi toploto. Pa oceanov je največ na morju. Po oceanih, tako. No in zdaj jasno, izbruhi vulkanov, vodna para, dvig temperature, se zgodi eksplozija vegetacije in dinozauri skočijo z 1,20 m na ogromne kolose, ki jih poznamo iz Jure pa Skrede, Jurski park smo gledali in tako naprej, pa brali te zgodbe. Ista zgodba se ponovi v eocenu, ker imamo pa orjaške sesalce, spet je pride do tople klime, okostja aligatorjev so našli na Arktiki gor, ker danes še vedno ne bi bilo večinoma ledu, ampak ko so bili aligatorji, to je bilo čudovito topla klima, cel svet je bil rajski vrt. Zdaj tult, da je CO2 strup, to je en idiot lahko nakladna. Ampak zdaj pa še en pomik, torej cikli, nismo imeli mi 4 ledene dobe, kot je klasična geologija Evrope govorila do nedavnega,
v evropskem delu planeta je bilo 34 ciklov ledenih dob. In te ledene dobe so se pojavile šele takrat, ko je poprej bila Severna Amerika ločena od Južne in sta oba oceana komunicirala, Tihi ocean pa Atlantik, ko je pa veriga vulkanov pred 3,6 milijonov let izbruhnila v teh deželah Kostarika, Panama, vemo, da v tem peclu vmes, se je komunikacija med obema oceanama zaprla in je bil Atlantik drugo klimo in cikle kot Pacifik. Zalil se je zalivski tok in tle vstopi v veljavo Milankovićeva teorija, ki jo gospa sigurno pozna. To je, ne bom te razlagal, torej srbski astronom, ki je postavil briljantno teorijo, ki je razlagal cikle ledenih dob z 3 parametri, ki se menjajo, torej ekscentričnost elipse Zemlje, po kateri je Zemlja kroži krog Sonca, se spreminja, vrtavka Zemlje se na gib spreminja in tudi cikli se spreminjajo. Torej vidimo, da imamo 3 faktorje, ki imajo približno sumo sumarum 100 let, to je tudi en cikl ledene dobe, s tem, da je paste zadnje 3,8 milijona let je planet živel večinoma v času ledenih dob. Torej nam grozi, da je nov cikl, kajti interglacial traja nekje 10 do 11 let, mi smo pa zdaj ob koncu interglaciala, tako da imamo še 500 do 1000 let do nove ledene dobe. To so geološki astronomski cikli. Torej bomo CO2 še hudičev rabili, se bomo malo segreli, ko umraz. Glede je samo konfiguracije terena, v Sloveniji so bili ledeniki do čote nekje Radoveljce, Jadransko morje je pa zaradi glaciacije je pa do nivo, je bil kopno, na meji recimo Ancona Zadar, tam je bilo šele meja morja, gor je bilo vse kopno, torej tisto, ki se potaplja, lahko vidi, da je reka Dragonja, ima strugo pod morjem, še naprej pol, in tudi reka Pat ima do Pule dol strugo, ki je vidna potapljačem ali pa s podmorjem, če kdo tam pluje. Torej vidimo, da je ta paleorelief še zdaj prisoten in nam govori, kako je nekoč bilo. Jasno, še to bi zaključil, torej, če smo prej omenili, da je bila zamrznitev civilizacije cilj te elite, to ni elita, to je pač psihopatska drhav, ki se bo zdaj krivda zvalila, itak ko sem prej govoril o Rusiji pa Ukrajino, je zdaj naslednja stvar, naslednja zamrznitev je pa podržitev bencina je isto, kot če ti ne smeš preko meja občine, torej ne smeš fizično čez, ali te pa cena omejuje, ki je toliko visoka. Lejte, aviokompanije imajo praktično vse avione na tleh. So imeli in so jim iz tiskarne denarja pokrivali, zato so avioni stali. Lufthansa je bila, so začunali vsako uro, ne vem koliko milijonov zgube, ki je cela flota stala na teh. Zakaj? Brez potrebe, kajti virus prehlada nima veze s tem, kot so bili ukrepi. Torej, zdaj bodno pozorni, kakšni ukrepi bodo sledili, definitivno bodo povezani z klimo, torej definitivno bodo limiti, koliko bo lahko vsak tanko benzina na mesec, definitivno bo ta koda vsebovala, ta elektronska osebna oziroma karkoli bodo zeleno propustnico oziroma zeleni pas, so zdaj malo nehali govoriti o njem, bo pa ta elektronski dokument, ki ne bi ga vsak imel, vseboval vse te pozicije not, tudi ogljikov odtis, oziroma CO2 odtis vsakega posameznika. Zato ne pristati na to, kajti to je vstopnica za paku.